Tokrat v oddaji Občinski informator. Univerza v Mariboru je komisija namenoma odstranila konkurenco pri arhitekturnem natečaju, so v ozadju še lobiranja za skladnost z občinskim prostorskim načrtom. Štajerski sejem v Kamnici dobro obiskan. Na osnovni šoli Lenart na obisku kar 30 otrok v okviru Erasmusovega projekta. Florijanova maša v Vuzenici in Florijanova nedelja na Ptujski gori. Odbojkarski turnir za pokal Urban na Destrniku. Največji borilni mednarodni dogodek v podravski regiji Apollon Open. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Mariboru. Je Univerza v Mariboru napačno vodila izbor za najboljši elaborat arhitekturnega natečaja in namerno izločila drugi elaborat, ki je bil po mnenju predsednika ocenjevalne komisije najboljši. So predstavniki Univerze v Mariboru, izvajalci in podizvajalci tega projekta in še dveh drugih na uskladitvenem sestanku na Uradu za komunalo, promet in prostor lobirali, da bi dobili skladnost z OPN-om in gradbeno dovoljenje. Pojavljajo se še dvomi o pravilnosti izvedbe javnega naročila za prenovo dveh drugih fakultet, za katero pa ni bil objavljen javni natečaj. Poročali smo že, da je rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič na aprilski predstavitvi prvo nagrajene rešitve arhitekturnega natečaja umestitve dveh fakultet trdil, da je ta elaborat skladen z občinskim prostorskim načrtom in da zato ni ovir za pridobitev gradbenega dovoljenja. Toda na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor so nam takrat napisali, da ta elaborat ni skladen z OPN in kot tak ne more dobiti gradbenega dovoljenja. Ob tem se pojavljajo dvomi, da je postopek izbire najboljšega elaborata potekal pravilno, saj so naši viri povedali, da naj bi na kar 9 sejah pregledovali vse prispele elaborate in nato enega izločili, ker naj bi bilo kršeno načelo anonimnosti. A naši viri pravijo, da naj bi bili podatki o avtorjih anonimizirani. Ali so na univerzi namerno izločili elaborat, ki bi bil v resnici najboljši? Predsednik ocenjevalne komisije namreč pravi. Prvič, elaborat, ki ga omenjate, je iz arhitekturnega vidika oblikovanja sodobnega notranjega univerzitetnega prostora predstavljal najvišji nivo med prispelimi elaborati. Predstavniki uporabnika in naročnika so bili do funkcionalne zasnove laboratorijskega dela omenjenega elaborata kritični. Elaborat bi bil uvrščen med najvišja mesta, vendar se je razvrstitev elaboratov odločala po izločitvi omenjenega elaborata. Drugič, omenjeni elaborat je bil po mojem osebnem mnenju in mnenju nekaterih strokovnih članov komisije najboljši med prispelimi. Da naj bi na univerzi videli, da prvo nagrajeni elaborat ni skladen z OPN, nakazuje tudi to, da so imeli na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor minuli petek interni usklajevalni sestanek, na katerem so bili Andrej Šmit kot predstavnik Univerze v Mariboru in Mojca Tancer-Verboten, glavna tajnica Univerze v Mariboru, samo Peter Medved in Marko Rozman kot predstavnika projektantov ter ekipa sektorja za urejanje prostora Mestne občine Maribor z Majo Reichenberg-Heričko na čelu. PR služba Mestne občine Maribor nam je potrdila naše domneve, da so se na sestanku res usklajevali, a ne samo o gradnji dveh fakultet, ampak tudi o prenovi dveh drugih, ki pa že tečejo. Sestanek je sklical sektor za urejanje prostora Mestne občine Maribor. Na sestanek so bili vabljeni predstavniki investitorja Univerze v Mariboru in predstavniki projektantov dveh projektov UM, rekonstrukcija in prizidava fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in rekonstrukcija in prizidava fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Namen sestanka je bilo usklajevanje projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za oba zgoraj navedena projekta, na katera sektor za urejanje prostora na zahtevo investitorja podaja mnenje o skladnosti z prostorskimi akti. Tovrstni sestanki so pogosti v postopku izdaje mnenja o skladnosti z prostorskimi akti. Znano je tudi, kaj se je dogajalo na sestanku. Na sestanku je sektor za urejanje prostora investitorju in projektantom podal usmeritve za dopolnitev dokumentacije na način, da bo lahko presojal skladnost z prostorskimi akti. Kar kaže na to, da bi moral rektor Zdravko Kačič vedeti, da izbrani elaborat ni skladen z OPN. Ob vsem tem pa se razkrivajo še povezave oseb, ki odločajo o investicijah Univerze v Mariboru ter z izvajalci in podizvajalci rekonstrukcije in prizidave Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter rekonstrukcije in prizidave Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
Namreč Andrej Šmit je na eni strani na Fakulteti za gradbeništvo, promet in arhitekturo, je član projektne skupine za investicije na Univerzi v Mariboru, sodeluje pri pripravi razpisnih pogojev in izboru izvajalcev, na drugi strani pa po podatkih Ajpesa prokurist in soustanovitelj podjetja Studio Baza, katerega direktor je Marko Rozman. Rozman pa je torej soustanovitelj in direktor podjetja Studio Baza, pa tudi direktor podjetja Arh2+, ki je vodilni partner pogodben za FGPA in pooblaščeni arhitekt za SP. Nastopa kot projektant v obeh projektih Innovum, torej za FGPA in Feri. Samo Peter Medved je nekdanji mariborski župan, ki je bil na tem mestu še v času javnega naročila za prenovo 2 fakultet, zaposlen pa je pri štajerskem inženiringu. Po podatkih portala o javnih naročilih ima to podjetje sklenjeno pogodbo z Univerzo v Mariboru, Ferijem, za platformo Innovum. Nominiralo je Arturja Plinarja v vlogi vodje projekta in odgovornega pooblaščenega arhitekta. Iz javnih podatkov portala javnih naročil je razvidno, da je štajerski inženiring nato sklenil podizvajalsko pogodbo z Mlinarjem v vrednosti 40 000 evrov. V 6 mesecih so podpisali še 4 anekse o podaljšanih rokih in vključitvi novih podizvajalcev. Pojavlja se še eno ime, namreč Uroš Lobnik, ki je med drugim vodja katedre za arhitekturo in bi moral glede na svojo funkcijo opozoriti na to, da mora biti za prenovo fakultet objavljen javni arhitekturni natečaj, ne pa javno naročilo. To pa bi lahko storil tudi Andrej Šmit kot sodni izvedenec. Na hipodromu Kamnica je štajerski sejem tudi letos odprl svoja vrata in že prvi dan privabil številne obiskovalce ter razstavljalce iz različnih panog. No, dogajanje pa je bilo v znamenju kmetijstva, doma in turizma. Po večletnem premoru je na hipodromu Kamnica štajerski sejem znova zaživel v polnem sijaju in privabil množico obiskovalcev ter razstavljavcev iz vse regije. Predstavimo ljudem novitete, novosti in vse zadnje, kar pač dom, turizem in kmetijstvo ponujajo. Po drugi strani pa dodana vrednost Kamnici, hipodromu Kamnica in neka, upam si reči, celo rešilna bilka, ker ta hipodrom od konjeništva pač ne more živeti, zato potrebujemo dodatne vsebine. Ob odprtju sejma je predsednik državnega sveta poudaril, da takšni dogodki krepijo lokalno okolje in povezujejo ljudi z domačimi pridelovalci. To je ključno, da, če tako lahko rečem, da se znajde slovenska zastava na proizvodu, da lahko ponudimo, se pravi, potrošniku slovensko hrano. Ker če bomo spodbujali kmetijstvo, potem bomo imeli tudi v prihodnosti ta prepotreben steber prehranske samooskrbe. Prava vrednost je prav ta neposreden stik. Tak sejem, kot je današnji, pa povezuje pridelovalce in potrošnike na tej osebni ravni. Se spoznajo s posamezno kmetijo in potem, upam, izkušnje kažejo na to, da postanejo to tradicionalni kupci. Sejma se je udeležil tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice, ki je poudaril, da je kmetijstvo v obdobju izjemnega tehnološkega razvoja. Novih dognanj, novih pripomočkov, robotizacije, digitalizacije in tako naprej. In ravno sejmi so tisti, ki pomembno prispevajo k širitvi tega znanja. Kmetje ob tem opozarjajo tudi na mačehovski odnos države do njihovega dela, zato se vse pogosteje postavlja vprašanje, kakšna bo prihodnost slovenskega kmetijstva. Pričakujemo, da bo nova vlada imela bistveno večji posluh za kmetijstvo, predvsem pa, da se bodo ukrepi res pripravljali v jasnem sodelovanju s stroko, s tistimi deležniki, ki živimo te ukrepe, ki jih vsakršna vlada predpisuje. Torej želimo si, da bi tudi Slovenija prepoznala tudi v koalicijski pogodbi, ki se bo pripravila, kmetijstvo kot pomemben del gospodarske dejavnosti. Predstavilo se je kar 150 razstavljavcev in več kot 200 blagovnih znamk. Bilo je kar nekaj napora vloženega v to, da smo teh 150 razstavljavcev dobili sem. Še posebej smo se mogli potruditi na kmetijskem področju, ker je prostor teh sejmov kar zasičen. Je pa res, da sama lokacija, Maribor, javni prevoz in vse to pa potegne in so nam verjeli, da lahko naredimo skupaj eno veliko zgodbo. In uspelo jim je in verjamejo, da bo to postala tradicija. Govorili smo tudi z razstavljavci, ki so veseli, da se je sejem vrnil in verjamejo v njegovo prihodnost. Zanimalo nas je, po čem ljudje povprašujejo. Je v letošnjem letu zaznaten preobrat, se pravi, ni več samo povpraševanje po klasičnih vrtnih traktorjih, tako smo bili navajeni v preteklosti, ampak je ogromno, vse več povpraševanja po robotski košnji, se pravi avtonomni košnji,
In pa tudi novost, ki smo jo dodali v našo ponudbo, daljinsko vodene kosilnice znamke Simplex, ki so danes pravi hit. Menijo, da je bila predstavitev v teh koncih zelo potrebna. Največ povpraševanja je seveda tudi po traktorjih in seveda po manjši kmetijski mehanizaciji. Samo moramo vedeti, da je velikih kmetov zelo malo in seveda mi pa prav promiramo za našo blagovno znamko za te manjše kmete, kateri kmeti si morajo stroj kupiti z lastnimi sredstvi. Mi ne prodiramo na kmete, kateri imajo velike subvencije in seveda nepovratna sredstva. Mi smo zadovoljni z strankami, katere morajo z svojimi rokami obdelati našo slovensko zemljo in seveda te ljudi potrebuje Slovenija. Ne le slovenski, predstavili so se tudi hrvaški ponudniki. Pa znači nam puno jer je jako bitno isto da ljudi vide strojeve uživo. Mogu oni pogledati prek interneta kak izgleda neki stroj, ali kad ga ti opet vidiš uživo, kak je zavaren, kak je napravljen i težinu stroja, onda je to druga priča. Ponudniki so mnenja, da ljudje vse bolj cenimo lokalno in opažajo več povpraševanja. Razmere pač so take, kakve so, ne? Lahko bi bile boljše. Je pa recimo prodaja tudi domačih izdelkov, se mi zdi, da se vedno veča. Ne? Ljudje vedno iščejo po domačem, ker tisto lahko tako kupijo v vsaki trgovini. To pa mi kmeti pa ne prodajamo v trgovinah, ne? In se lahko to dobi samo na takih dogodkah ali pa pač raznolikih sejmah. Ne? Mislim, da se vedno bolj vrača k temu lokalnemu, da ljudje tudi vedno bolj to cenijo in tudi iščejo. Ja. Štajerski sejem je tako zaživel z množičnim obiskom, bogato ponudbo in močnim poudarkom na povezovanju lokalnega okolja, kmetijstva in ljudi. Osnovna šola Lenart je gostila mednarodno srečanje v okviru projekta Erasmus Plus z naslovom Ti in jaz za boljši svet. Projekt povezuje mlade iz različnih držav z namenom spodbujanja aktivnega državljanstva, utrjevanja evropskih vrednot ter krepitve medkulturnega sodelovanja in prijateljstva med mladimi. Osnovna šola Lenart je pretekli teden v okviru projekta Erasmus Plus Ti in jaz za boljši svet gostila 32 učencev in 14 učiteljev iz 5 evropskih držav, iz Hrvaške, Portugalske, Litve, Španije in Italije. Meni se zdi to zelo pomembno, saj spoznavamo tuje kulture in urimo angleški jezik, ter pač nekako izvemo, kako drugi tuji ljudje živijo. Najbolj všeč mi je bilo druženje s prijateljev in sklanjanje novih vezi ter spoznavanje drugih kultur. V projektu so sodelovali učenci 8. in 9. razreda z namenom spoznavanja drugih narodnosti, medsebojnega povezovanja, uporabe angleškega jezika ter navezovanja novih stikov. We learn a little bit about the culture, how to connect with people from other countries. Izboljšali smo znanje angleščine in naučili smo se veliko o kulturi iz drugih držav. Gre za že tretji tovrstni projekt. Njihova glavna tema to leto je bilo aktivno državljanstvo. Aktivno državljanstvo kot vsak posameznik lahko nekaj doprinese k družbi. In zato smo želeli, da naši učenci začutijo, kako je, če si prostovoljec, če pomagaš drugim, če narediš nekaj za drugega in da se povežeš z drugimi. Ena izmed tem, ki jih imamo, je tudi Evropska unija in vrednote Evropske unije. Zato so se v okviru tega projekta seznanili tudi z samo Evropsko unijo z nekaj splošnimi podatki in katere vrednote zasleduje Evropska unija. V okviru projekta so potekale različne delavnice, posebna pozornost pa je bila namenjena tudi dobremu počutju učencev. Ena izmed je bila že prej omenjena o Evropski uniji, kjer so učenci se seznanili z osnovami Evropske unije in ugotavljali, katere vrednote nosimo vsi in katere vrednote moramo zasledovati. Naslednja delavnica je bila povezana z digitalnim državljanstvom, ker menimo, da kot aktiven državljan, kot aktiven član družbe, vse več otrok je na spletnih omrežjih, da moramo tudi tam nekaj narediti. Zato smo jih želeli opolnomočiti v smeri varnosti na spletu in bontona na spletu, kako se obnašati, kako biti tudi previden na spletu. Nekaj delavnic je bilo namenjenih povezovanju, med drugim pa so izvedli tudi glasbeno delavnico. Kjer so učenci igrali na različne improvizirane instrumente in delavnico z učenci iz nižjega izobrazbenega standarda, torej učenci skupaj z učenci z primanjkljaji so izdelovali rožice, torej nekaj ročnih spretnosti.
Potem smo naredili sobo pobega na šoli. Naši učenci so naredili zelo zanimivo sobo pobega na temo Evropska unija in kaj vse lahko mladi dobijo iz Evropske unije. So rekli, da jim je bilo zelo zanimivo, zelo aktivno so sodelovali v tej delavnici. In še delavnica, kjer so se naučili našega tradicionalnega plesa, polke. Ob številnih šolskih dejavnostih so obiskali tudi več krajev po Sloveniji. Bili smo na Bledu, v Ljubljani in v Mariboru, pa na Sveti Ani. In vsem se je zdela Slovenija čudovita. Vsi so rekli, kako je zeleno, kako je vse čisto. Predvsem pa si želim, da si zapomnijo našo gostoljubnost. Kot pravijo, so bili nad Slovenijo zelo navdušeni, zaupali pa so nam tudi, kaj jih je najbolj očaralo. I think the view is like really beautiful, it's really green. People here are really nice too. The food maybe, the school too. Everything, honestly, everything. I'm liking everything. It's a great experience and I really want to come back to Slovenia again. Projekt Erasmus Plus je na osnovni šoli Lenart že stalnica, hkrati pa pomenijo tudi priložnost za predstavitev domačega okolja. Smo tudi seveda mi počaščeni, da jim lahko v naši občini pokažemo tudi tiste stvari, na katere smo mi ponosni. Tukaj na Zavrhu je seveda Majstrova zgodba, razgledni stolp, danes je tudi lepo vreme, da si lahko pogledajo to čudovito Slovenije-goriško pokrajino. Poseben poudarek pri projektu je na razumevanju, da kljub različnim jezikom in kulturam evropske države povezujejo skupne vrednote, kar sta poudarili tudi učiteljici iz Portugalske. I think that bring a special connection of learning and engaging students with other foreign students, especially in growing up as citizens of Europe and understanding other different cultures, other educational systems, and especially cooperating together. Learn to cooperate with each other and knowing another country is also very important. Another culture, another way of being in life. I think that's the most important. Izpostavili so tudi gostoljubnost slovenskih družin, ki so v popoldanskem času pripravili številne aktivnosti za tuje učence. Želimo si vedno, ko gremo na izmenjavo, da učenci živijo pri učencih, ker le tako ti doživiš tisto pravo družinsko življenje v neki državi, tako kot so naši učenci živeli zdaj v Španiji pri družinah, Portugalskem, Litvi in tako dalje, tako so tudi sedaj, ko so pri nas v Lenartu, naši učenci gostili te tuje učence doma v svojih družinah. Erasmus Plus projekt Ti in jaz za boljši svet ne povezuje le šol, temveč gradi mostove med kulturami, krepi prijateljstva in spodbuja razumevanje evropskih vrednot. Udeleženci so domov odnesli veliko novih znanj, izkušenj in nepozabnih doživetij. O prazniku svetega Florjana, zavetnika gasilcev, pa so v prostovoljnem gasilskem društvu Vuzenica pripravili slovesnost Florjanovo mašo in blagoslovom novega gasilskega vozila. Dogodek je na Spodnjem trgu v Vuzenici združil številne gasilce in občane. V Vuzenici so gasilci ob prazniku svetega Florjana slovesno prevzeli novo gasilsko vozilo, ki krepi njihovo operativno pripravljenost. Potrebe tudi po novem kombiju so pač vedno tlele v nas in občina nam je pač priskočila na pomoč za financiranje in smo se odločili, da pač gremo v nabavo novega vozila. GVM-1 je gasilsko vozilo za prevoz moštva, namenjeno hitremu in varnemu prevozu gasilcev na intervencije, vaje in druge aktivnosti društva. Župan je ponosno predal vozilo in izrazil zadovoljstvo ob številčni udeležbi gasilk in gasilcev, še posebej mladih uniformiranih članov. Danes sem z velikim ponosom predal ključe predsedniku tega društva, ki jaz upam, da bo to vozilo služilo predvsem za tiste stvari, ki niso nujne v intervenciji, predvsem za izlete,
tudi na razna tekmovanja. Izredno vesel pa sem danes ob množici gasilk in gasilcev, tako operativcev, kakor tudi pobratenih društev iz našega gasilskega društva iz Vuzenice, kakor tudi vseh veteranov. Predvsem pa vesel, da smo danes videli toliko mladih uniformiranih gasilk in gasilcev, mladih gasilcev, ki bodo z zagotovostjo še naprej skrbeli za varnost naših občank in občanov. Slovesnosti so se poleg domačih gasilcev udeležila tudi številna okoliška gasilska društva. Na današnji Florjanov maši in prevzemu vozila smo se zbrali gasilci domačega društva in sosednjih društev iz Gasilske zveze Dravske doline ter dva društva, in to so PGD Dekani, Pobrateno gasilsko društvo in Prijateljsko gasilsko društvo PGD Svetana. Nekdanji predsednik društva je vodaril dolgoletno tradicijo gasilstva v Vuzenici. Današnje delo naše organizacije Gasilskega društva Vuzenica s ponosom gledam in tudi ko vidim, koliko je naraščaja otrok, in to je naš bodoči kader, in to je zahvala tudi našim mentorjem, da na tem delajo in da po mojem ne bo strahu za bodoči kader. V Vuzenici so upravičeno ponosni na svoje gasilce, ki s svojo predanostjo in nesebičnim delom že vrsto let skrbijo za varnost skupnosti. Kadarkoli je pomoč potrebna, se vedno obrnemo, tako župan, občinska uprava, kakor tudi občanke in občani na prostovoljne gasilce. Iskrena hvala, z velikim priklonom in seveda na pomoč. Dogodek je še enkrat pokazal, kako močno so gasilci vtkani v življenje Vuzenice in kako pomembno vlogo imajo v lokalni skupnosti. Minulo nedeljo pa je Ptujska Gora znova zaživela v znamenju Florjanove nedelje, tradicionalnega srečanja gasilcev vernikov in obiskovalcev iz širše okolice. Na podrobnosti pa v prispevku. Minulo nedeljo je Ptujska Gora ponovno povezala Florjanova nedelja, ki je združila gasilce, vernike in številne obiskovalce iz širše okolice. Nekako tradicionalno se ob godu svetega Florjana tukaj zberemo uniformirani gasilci. Ob spremljavi godbe se podamo na pot do naše bazilike na Ptujski Gori, kjer smo prisotni pri sveti maši in nekako s to tradicijo krepimo to medsebojno povezanost in pa nenazadnje vero, prepričanje v to, da to, kar počnemo, delamo prav in da se seveda pri tem, kar se da, počutimo tudi varno. Letos se je dogodka udeležilo 87 gasilcev iz 5 društev. Ta tradicija je že od leta 2003 prisotna na območju naše občine oziroma Gasilske zveze, tako da je že kar nekaj let, odkar to obeležujemo. Seveda nam to veliko pomeni in posebnost je seveda, da je maša posvečena ravno nam gasilcem. Sveta maša gasilcem daje pogum, občutek varnosti in dodatno motivacijo pri njihovem delu. Sveti Florjan je naš zavetnik, zavedamo se, da nam kot svetnik verjetno pomaga in nam pomaga, ko smo v intervencijah za varno delo in je zelo pomembno, da se lahko zanesemo tudi na svetega Florjana. Župan Sašo Kodrič je poudaril, da je z gasilstvom povezan že od otroštva. Gasilci so bili tudi njegov oče, dedek in pradedek. Prevzeti za vso to tradicijo, za vsemi temi vrednotami in na koncu skozi izobraževanja, skozi napredovanja in pa situacije na terenu kot operativni gasilec se človek ukrepi v nek profil, neko osebnost, ki ga seveda še najbolj razumemo gasilci in gasilke. Srečanje je potrdilo, da gasilstvo ostaja pomemben del življenja v Majšperku in širši okolici. Sedaj pa k športu. V telovadnici osnovne šole Destrnik Trnovska vas so imeli minulo soboto tradicionalni turnir v odbojki za pokal Urban. Sam turnir je vključen v občinski projekt Destrnik Miga za zdravje. Na njem pa je bilo videti veliko izkušenih odbojkaric in odbojkarjev, ki so želi ali pa še vedno žanjejo uspehe. Turnir v odbojki za pokal Urban so prvič pripravili leta 2015. Od takrat so gradili to uspešno športno zgodbo še naprej, malce jih je upočasnila le korona. Po koroni dobili nov zagon, novo energijo, postavili še širše temelje, postavili še širše okvirje, kar pomeni, da je dejansko ta turnir postal mednarodni turnir. Prihajajo igralci in ekipe iz Hrvaške, tudi iz celotne Slovenije, danes so tu ekipe iz Gorenjske,
Primorske in smo zelo veseli, da prihajajo tudi ob taki priložnosti v naš Destrnik. V soboto je tekmovalo približno 70 igralcev, ki so bili razdeljeni v skupine. Da bi se rad zahvalil predvsem občinski upravi in občini, ki je dejansko ta turnir vključila v projekt Destrnik Miga za zdravje, ker smo veliki podporniki samega športa in športa kot takega, ki je temelj za zdravje, smo zelo veseli tega sodelovanja. Na turnirju je bilo veliko že izkušenih tekmovalcev in tekmovalk. Zdaj za klub več ne igram, navijam za OTP Branik sigurno, ker je pač to klub moje hčere, ki še vedno aktivno trenira. Prej sem bila jaz pri Formisu vsa leta, 15, koliko sem pač trenirala, sedaj pa samo rekreativno še. Včasih sem igral kar resno odbojko profesionalno, največ let za ACH Voli. Trenutno sem pa trener v posavskem odbojkarskem klubu Krško in pa Atos Kostanjevica. Oba sta bila s turnirjem na Destrniku zelo zadovoljna. Tu se vidi ta domačnost, da ljudje, ki organizirajo ta turnir, delajo z srcem, zato tudi se vidi, da vsa leta prihaja sem vedno več ekip, tudi močne ekipe prihajajo, igralci se odločajo tudi iz drugega konca Slovenije priti na ta turnir, tako da sigurno se čuti tista srčnost in domačnost. Pred 7 leti končal profesionalno pot odbojkarja, od takrat si poskušam življenje urediti tako, organizirati tako, da imam čas tudi za rekreativne turnirje. Za tale turnir sem pa videl najprej prek Facebooka, potem so me pa tudi poklicali soigralci, soigralke, s katerimi sem že igral na drugih turnirjih in me povabili zraven. Na Destrniku pa bodo tradicijo nadaljevali še naprej in jo predali mlajši generaciji. Za naprej so plani takšni, da ta mlada generacija začuti to energijo, ki smo jo pač kot idejni, bi rekel, oče, si želim, da bi to začutili vsi, dejansko, ki pridejo tukaj na Destrnik, da se odbojka razvija, da se ta odbojka dejansko zaživi tudi med mladimi, med mlajšo generacijo, med osnovnošolci. Tako, da bi ljubezen do odbojke in tekmovanja, ne nazadnje pa tudi turnirja, prehajala še naprej iz roda v rod. Več kot 1000 mladih judoistov pa se je zbralo v Hočah na turnirju Apollon Open. Prišli so iz 16 držav. Na tatamijih so se vrstili številni dvoboji, ob tem pa ni manjkalo športnega navdušenja in podpore s tribun. V Hočah so pripravili mednarodno tekmovanje v judu Apollon Open in hkrati memorialni turnir za preminulega Žiga Petka. V 2 dneh se je na tatamiju zvrstilo okrog 1200 tekmovalcev. Največ športnikov prihaja rečemo iz Avstrije, jih je blizu 150, potem imamo blizu 200 Srbov, preko 200 Hrvatov, blizu 300 Slovencev, imamo veliko ekipo iz Češke, blizu 100, imamo tudi, ne vem, kot zanimivo, so dali na državo Izrael, imamo iz Nizozemske, tako da imamo veliko ekipo. Mladi tekmovalci so prav tako tekmovali, marsikdo se zgleduje po starejših izkušenjih. In kdo te je navdušil za judo? Moja mama. Ko sem bil star 4 leta, me je vprašala, če bi probal judo, pa sem rekel ja in sem šel probati in mi je bilo všeč. Torej treniraš že kako dolgo? 9 let. In v kakšni kategoriji se boš danes pokazal? V kategoriji do 55 kg. Še mlajši pa so tudi povedali, kaj jim je všeč pri judu in kdo jih je navdušil za ta šport. Povejte mi, kaj vam je pri judu najbolj všeč? Najbolj všeč so mi obračanja v parterju in mete. Meni so pa najbolj všeč borbica pa končni prijemi. Končni prijemi pa borbica. Borbice, končni prijemi in tehnika. Kdo vam je navdušil? Moja sestra, zato ker je začela prvo trenirati in potem me je navdušila in potem sem začela jaz še hoditi. Moja ati zaradi tega, ker je on tudi treniral jiu-jitsu. Imeli so več kategorij, tekmovalci pa so imeli tudi različne barve kimona. Judogi, lahko vidimo, da imajo nekateri borci modre in bela kimona. Sicer na tem tekmovanju ni obvezno, da je mora imeti vsak borec ločeno barvo, ampak na tekmovanjih, ki so v bistvu starejši od kadetov, pa na evropskih pokalih, mednarodnih, svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah in tako naprej, morajo imeti obvezno na tekmovanju ločeno, torej belo in modro kimono, zato da lahko sodnik lažje loči, kadar točkuje borca in jih lažje razloči, zato sta v bistvu oblečena. Drugače pa je kimono tradicionalno belo,
V bistvu to uradno, bi rekel, temu oblačilo, modro kimono je pa samo zgolj zaradi tekmovanja. Samo tekmovanje velja za enega največjih judo tekmovanj v podravski regiji. V Hoče je privabil številne mlade športnike, trenerje in obiskovalce iz Slovenije in tujine. To je za danes. V oddaji Občinski informator vse, poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V sredo 13. maja vabljeni na Odtise časa, gre za otvoritev razstave Janja Konca v galeriji kreativnega centra Breg. V četrtek 14. maja pa ob 8:30 vabljeni na že 26. medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu, prav tako v občini Majšperk. No, v Selnici ob Dravi pa bodo to sredo 13. maja obeležili tudi 210 let šolstva na Svetem Duhu. Toliko z moje strani. Imejte lep preostanek tega ponedeljkovega večera in nasvidenje.